Slovenska Istra je stičišče med Balkanom in romanskim svetom, Jadranom in Srednjo Evropo, med morjem in celino. Njena bogata zgodovina je ustvarila sledi številnih kultur, ki so na tem območju vidne še danes. O njihovi prisotnosti pa pričajo večkulturne točke in točke medkulturnega stika. Ankaran je že od nekdaj veljal za poletno letovišče. Ker danes stoji hotel Konvent, je včasih stal samostan San Nicolo d'Oltra, podružnica beneškega samostana San Nicolo Lido. V njem je v zimskem času živelo le nekaj menihov skrbnikov, poleti pa so se jim pridružili številni gostje iz matičnega samostana iz Benetk. Po njegovi ukinitvi je tu nastalo kopališče, ki je veljalo za bolj priljubljeno kopališče Tržačanov. Po drugi svetovni vojni številna slovenska podjetja na območju današnjega kampa Adria postavijo provizorična počitniška naselja za svoje zaposlene. Iz poletne Meke za tržaške meščane se je Ankaran v nekaj letih spremenil v center sindikalnega turizma, območje pa zaznamuje močan povojni kulturni preobrat. Slovenska kultura je zamenjala italijansko, delavska pa meščansko. Koprsko panoramo danes gotovo zaznamuje Tomosov blok, a na njegovem mestu je še v 50 letih prejšnjega stoletja stalo staro samostansko poslopje, dom frančiškanov tretirednikov, ki so se iz Bošadrage sem preselili v 16. stoletju. Bil je prvi mali center slovanske kulture v sicer istrobeneškem Kopru. Zaradi dotrajnosti so samostan porušili. Na njegovem mestu je hitro zrasla visoka stanovanjska stolpnica za samske delavce podjetja Tomos. Tomosov blok, arhitekta Eda Mihevca, je preplet modernistične arhitekture s tradicionalnim mediteranskim stavbarstvom. Tudi trg Brolo kaže številne sledi prednikov ter se ponaša s palačo Bruti, ki velja za vrhunec koprske baročne arhitekture. A zanimivo je, da je družina Bruti po svojem izvoru pravzaprav albanska. Začetnik družine Marko Bruti je bil v 13. stoletju vladar Drača in je sklenil zavezništvo z Benetkami proti prodirajoči otomanski vojski. V tem času so Bruti izpostavili sorodstvene povezave celo z albanskim narodnim herojem Skanderbergom. Ko so Otomani dokončno porazili domače albansko plemstvo, je veja družine Bruti pobegnila in se zatekla v Koper, ter tu postala ena izmed najpremožnejših koprskih rodbin. O zgodovini in pomenu Titovega trga pričajo njegova nekdanja imena: Platea Comunis, Piazza del Duomo, Piazza Roma. Tito trg je srce Kopra in prostor najstarejše poselitve. Tukaj so vse najpomembnejše ustanovne srednjeveške mestne skupnosti in sedež upravne, vojaške, sodne in cerkvene oblasti. Tito trg velja za simbol italijanske skupnosti v slovenski Istri. To potrjuje tudi njegova arhitekturna podoba, ki na vsakem koraku razkriva znake beneške cvetoče gotike. Edina lastnost trga, ki od tega odstopa, je njegovo nebeneško poimenovanje po Josipu Brozu Titu. Predsednik Jugoslavije je tu imel več govorov za ljudske množice, Titov trg pa je še danes javni prostor, na katerem se srečata italijanska in slovenska kultura, ter druga z drugo sobivata. Na trgu padlih za svobodo v Izoli, čisto na sredini parka, stoji obeležje posvečeno borcem iz časa pred in med drugo svetovno vojno. Na vseh 4 straneh spomenika so vklesana imena in napisi. Na njem lahko vidimo posvetila 7 padlim borcem NOB, 5 žrtvam fašističnega nasilja, 3 umrlim v koncentracijskem taborišču in 2 borcema v vrstah španske republikanske armade. Zelo zanimivo je dejstvo, da na njem lahko preberemo italijanske in slovenske priimke brez kakršnekoli sledi o nacionalnem razlikovanju. V času povojnega obdobja v Izoli sta namreč slovenska in italijanska skupnost sobivali v sožitju, zavezani k istrski identiteti in razredni pripadnosti, brez pretirane teže po nacionalnih afilacijah. To je odličen primer sožitja in medkulturnosti, ki pravzaprav traja še danes.
starem mestnem jedru Izole je svoje domovanje v Rokokojski palači nekoč našel veliki literat Pasquale Bezengi degli Ugi. Njegovo poreklo je precej zanimivo in raznoliko, vpliv njegove družine pa sega od Toskane do Furlanije, Goriške, Kranjske in Štajerske. Pasquale je bil tudi strasten knjižni zbiratelj. Del njegove bogate osebne knjižnice se je še danes ohranil v izolski palači Bezengi degli Ugi. Piranski mandrači obdajajo številne stavbe, ki so nastale v času po propadu Serenissime in so del neoklasicistične podobe mesta. Od palače Gabrielli do cerkve svetega Petra, palače Barbojo Trevisini, občinske in sodne palače, Tartinjevega trga in hotela Piran. Čeprav večina obiskovalcev išče Benečanko, lahko hitro ugotovimo, da značilna podoba Pirana dejansko nima kaj dosti opraviti z Benetkami, saj je nastala predvsem pod vplivom Trsta in Dunaja. Beneški Piran je torej uvit v plašč avstrijske historične arhitekture. Židovska skupnost se je v Piranu naselila konec 14. stoletja, ko je bilo istrsko gospodarstvo v razsulu in je nujno potrebovalo denarno pomoč. Tu se niso naselili zgolj Židje iz Srednje Evrope, ampak tudi iz Sredozemlja. Vsi se niso ukvarjali zgolj z denarnimi posli, temveč tudi s trgovanjem. Piranska židovska skupnost je bila prostorsko dobro organizirana. Židovski kare še danes prepoznavamo kot območje, kjer je oblast dovolila stanovati Židom in posledično oblikovati svojo zaprto skupnost. Kare oblikuje nekaj zaprtih dvorišč, dostopnih prek ozkih prehodov in podhodov, ki se širijo južno od cerkve svetega Štefana v bližini Prvomajskega trga. Intenziven razvoj turizma je konec 19. stoletja na širšem območju Pirana poskrbel za spremembo lokalnega gospodarstva. Portorož se je začel oblikovati v turistično in zdraviliško središče obale, kot višek tega razvoja pa štejemo odprtje hotela Palace, takrat najprestižnejšega hotela v Jadranu. Projekt je poganjal predvsem nemški oziroma avstrijski kapital, saj je hotel gradila družba Portoroze, ki je bila v lasti avstrijskih grofov in baronov. Stavba je bila načrtovana v slogu dunajske secesije in historizma. Tudi prireditve, gostinska ponudba in storitve so bile umirjene po okusu dunajske elite. Za hotel Palace in za razvoj Portoroža pred Prvo svetovno vojno se tako lahko zahvalimo predvsem avstrijski kulturi. Svoje pa so dodali tudi lastniki vil v okolici, od Nemcev do Italijanov in Slovencev.